SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem aktualnem SBC-evem podcastu. Tokrat bo govora o res zaostrenih razmerah, če temu sploh lahko tako rečemo, na večjih relacijah. Potem, ko je predsednik Amerike znova postal Donald Trump, je bilo jasno, da bo zunanja politika najmočnejše države na svetu kar korenito drugačna, kot je bila pod njegovim predhodnikom. In tukaj se je tudi v Evropi slišalo, da je treba biti pazljiv, da je treba biti poleg pa še marsikaj drugega. Ampak Trump je pač Trump. Poklical je tistega, ki je rekel, da ga bo poklical že takoj, in ga je res. In ta telefonski klic je, nekateri pravijo, Evropo pahnil na rob pekla. Vendarle ni tako hudo, pogovarjajo se o miru. Ampak kje je tukaj Evropska unija? Kje so tukaj evropske države, tiste, ki so ves čas podpirale Ukrajino v boju proti okupatorski Rusiji, dajale denar in ostalo podporo? O tem bom danes govoril z dvema politikoma. Aktualno zunanjo ministrico Tanjo Fajon, en lep pozdrav. Dobro jutro. In pa nekdanjim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, en lep pozdrav. Hvala za povabilo. Hvala obema, da sta prišla. Želel sem si tega pogleda iz dveh različnih, lahko rečem, polov, predvsem pa iz dveh različnih časov, ko sta vodila zunanje ministrstvo. Kako bi ocenili, gospa ministrica, čas, v katerem smo se znašli danes zjutraj po včerajšnjem sestanku nekaterih predstavnikov evropskih držav v Parizu, Slovenije ni bilo poleg, pa še marsikatere druge evropske države ne, in pa današnji pristanek ruski in pa ameriški v Rijadu, kjer so se začeli pogovori o Ukrajini brez Ukrajine. Ja, hvala za povabilo. Jaz mislim, da so se časi močno spremenili med najnim obdobjem z gospodom Logarjem. Danes se svet izjemno naglo vrti in veliko je nepredvidljivosti, veliko je tudi konfliktov po vsem svetu in ta ruska agresija v Ukrajini tretje leto nas je vse precej, bi rekla, načela, ne samo na evropski celini, ampak po vsem svetu. Zdaj, pariški vrh včeraj je bil sklican na pobudo Francije, sedele so največje NATO zaveznice, to lahko razumemo kot ali neke vrste začetek procesa, kot je rekel vodja Evropskega sveta Costa, da se pogovarjamo o tem, kako naj se Evropa skupaj enotno odzove na vsa sporočila, predloge, ki prihajajo tako iz Bele hiše, kot tudi z ruske strani. Zdaj jaz bi rekla, da v tem trenutku naše nacionalno stališče se ne spreminja. Slovenija razume ta ukrajinski boj za ozemeljsko suverenost, celovitost in mi imamo stališče iz leta 2022, da bomo Ukrajini stali ob strani, pomagali, dokler se želi boriti, in pa seveda, da ne bomo pristali na nekaj, kar bi Ukrajini nekdo od zunaj vsilil in sama tega ne more sprejeti. Zdaj, v Parizu, kot razumem, ni bilo nekih prebojnih odločitev, tudi to srečanje ni imelo nikakršnega mandata, da bi voditelji karkoli lahko sprejemali, zato bo moral biti sklican vrh Evropske unije ali izredni ali redni vrh. Je pa šlo govora največ v smer, kako mora Ukrajina sedeti za pogajalsko mizo, to je vedno naše sporočilo. Brez Ukrajine se Američani in Rusi ne morejo pogovarjati o končanju vojne v Ukrajini in pa kako potem zagotoviti tisti trajen, pravičen mir, kaj se bo dogajalo v naslednjih fazah po premirju. Tako da veliko pogovorov tudi o krepitvi evropske odpornosti, enotnosti, obrambnih zmogljivosti, ampak še enkrat, jaz si želim, da pride do skupnih pogovorov, ker so tudi taki časi, da ljudje zahtevajo odgovore. Gospod Logar, saj imamo veliko tem, pa bomo šli kar verjetno bolj proti nazaj, pa pol proti naprej, ampak če se dotakneva včerajšnjega vrha, ki to ni bil, ne, v Parizu, kjer je Macron izbral tiste, ki jih je povabil. Naprimer, iz Madžarske smo slišali, to je srečanje tistih, ki so proti končanju vojne v Ukrajini. Kako ste vi videli ta vrh oziroma to srečanje? Zdaj, z nastopom nove administracije Združenih držav Amerike so se stvari drastično spremenile in zaradi nedejavnosti ali pa ne dovolj aktivne evropske diplomacije je bil ta korak sploh možen. Namreč Američani v svojem videnju te varnostne situacije gledajo drugače kot Evropejci, gre za vojno na evropskem ozemlju in v tem pogledu nimajo podobnih vidikov,
kot jih ima Evropska unija ali pa na koncu koncev Slovenci. Zdaj, kot veste, je bil nekdanji prejšnji slovenski premijer prvi, ki je obiskal Kijev, ki je napovedal to podporo Ukrajini, dokler bo potrebno. Sedanja vlada je temu nadaljevala. Ampak v 3 letih vojne, kljub temu je treba poudariti, da nekega jasnega načrta, kako to končati, vendarle ni bilo na mizi. Zdaj, rešitve so različne, od tega, da bi to politiko sankcij dodatno okrepili z izjemnim pritiskom na tiste države, ki prebijajo te sankcije, do strategije prek eskalacije, do deeskalacije, do tega, da so zamujale dobave orožja. In ameriška administracija je pač to neodločnost zdaj izkoristila. Naredila je točno tisto, kar je nameravala, in odziv Evropske unije je bil točno takšen, kot je nameravala. Nenazadnje, jaz sem včeraj poslušal zunanjo ministrico na Odmevih glede tistega dopisa 6 sklopov vprašanj, ki ga je Amerika poslala na Evropsko unijo, in sem bil v bistvu presenečen, da po 3 letih vojne slovenska diplomacija ali pa evropska administracija nima zelo jasnih odgovorov na tistih 6 sklopov vprašanj. Ker mislim, da v tem času bi pa vendarle že morali imeti te odgovore. Od vprašanja, kaj je za Evropo ustrezna varnostno zagotovilo za končanje tega spopada, do vprašanja napotitve vojakov, do vprašanja, kaj dodatno smo še pripravljeni narediti za zagotavljanje trajnostnega miru. To so vprašanja, na katera bi včerajšnje omizje v Parizu moral imeti zelo jasne odgovore. Ampak tudi, ko sem poslušal nemškega kanclerja, se mi je zdelo, da teh odgovorov nima. No, in to je ta pomembna napaka ali pa strateška napaka, ki so jo Američani v svoji strategiji Make America Great Again začutili in po kateri seveda zdaj vodijo svojo zunanjo politiko. Morda greva k tem 6 vprašanjem. To je tudi nekaj, zdi se, kot da nam je veliki Sam poslal neko nalogo, ki jo morda res nismo opravili v 3 letih. Zdaj, vprašalnik je vprašalnik znotraj Severnoatlantskega zavezništva. Tu nas dobesedno iz Bele hiše sprašujejo, kako bi ravnali v primeru premirja, nadaljne arhitekture, kako bi izgledala vloga Evropejcev. In lahko zelo jasno povem, mi ta vprašalnik preučujemo. Včeraj je bila razprava v Severnoatlantskem zavezništvu skupaj s posebnim odposlancem Kellogom in vse države po vrsti so opozarjale, precej je tu neodgovorjenih vprašanj. Mi ne vemo, kakšen bo ta mirovni načrt, mi ne vemo detajlov in je težko odgovarjati na nekaj, kjer pravzaprav ni celotne slike. Zdaj, če se pogovarjamo o navzočnosti nekih evropskih sil na tleh Ukrajine, je vprašanje, za kakšne to gre. So to sile znotraj OSCE, ali je to nekaj podobnega, kot je KFOR na Kosovo, ali to pomeni, da bo uporiščeno v zemlji Ukrajine, ali bo zunaj, za kak mandat gre, kaj so te podrobnosti mirovnega načrta. To so stvari, kjer imamo premalo informacij, da bi lahko odgovorili. In zato se pogovarjamo skupaj z zaveznicami. Temu je bila namenjena včeraj razprava na NATO skupaj s Kellogom, kjer so si izmenjali poglede, izmenjali stališča, in tudi Kellogg, ameriški odposlanec, se bo večkrat vračal v Bruselj, več se pogovarjal, to je bilo zaznati, ta vez ZDA, Evropska unija, da moramo skupaj zagotavljati neka jamstva varnosti za Ukrajino. Je pa tudi res, da če bo tu treba, ko bomo imeli kako informacijo več, še kako odločitev tudi na vladi več sprejeti, bo to še zahtevalo en čas. Tako da ne gre za to, da nimamo danes odgovorov, gre bolj za to, da nimamo jasne slike, kam ta mirovni načrt gre. No, ampak, če smem, samo to je zdaj jasni pokazatelj, zakaj lahko Amerika, torej Združene države Amerike, gre v ta proces brez tega, da sedi z Evropsko unijo v boku. Če Evropska unija po 3 letih, ko je vojna na praktično njenih meja, ne ve, kakšna so ta strateška vprašanja, torej kakšna so varnostna zagotovila, ki jih lahko ponudi Ukrajini, zato da bo odvračalni efekt te akcije napram Rusiji takšen, da ne bo ponovila podobne agresorske vojne.
Potem pomeni, da v 3 letih ni bila narejena domača. Tukaj imamo težavo, naprimer, francoski predsednik je za to, da bi tja poslali vojsko, nemški je močno zadržan. No, sej, v tem je ta težava, kako češ z nekom sedeti za isto mizo, če še znotraj tabora ni poenotenja glede tega. In zdaj tu pride naslednja nevarnost, ki so jo zagotovo Američani tudi zelo dobro razmislili. Namreč na tem vprašalniku tretja točka govori o tem, koliko sil in kakšne sile je Evropska unija pripravljena napotiti za zagotavljanje tega miru in kakšen bo odgovor v primeru, da so te sile napadene. Že ob delni ali pa kar precejšnji utrujenosti nad samo pošiljanjem vojaške in finančne pomoči Ukrajini, sedaj pride na dnevni red vprašanje pošiljanja vojakov. In če boste danes šli gledati na socialna omrežja, boste že videli kampanje v posameznih državah, ne z našimi vojaki v Ukrajini. Kar pomeni, da je evropska pozicija z tem samo še ošibljena. Najprej z ponižanjem na Münchenski mirovni oziroma nemirovni politični konferenci, potem z nekim nejasnim odgovorom, kaj želi ponuditi, in hkrati znotraj držav, kjer se krepi rezistenca zoper tega. In moj apel je, da ni več časa za neko dolgo razpravljanje, ampak za sprejemanje odločitev. In da je prišel čas tudi na ravni Evropske unije za poglobljeno sodelovanje na področju varnostne politike. Tisti, ki imajo podobno misleči, morajo tu sodelovati. Včeraj recimo v Parizu so predsedniki vlad oziroma držav članic, ki šteje približno toliko prebivalcev kot Združene države Amerike, 320 milijonov. Skratka, če gledamo po tem faktorju ali pa po gospodarskem faktorju, močna velesila. Kdo se je pripravljen temu pridružiti, je pa vprašanje za države članice. In Slovenija mora v zelo kratkem času opraviti razpravo, do kam je pripravljena iti, da ne bomo potem sedeli lepe rožice, govorili, kaj vse želimo, kako bomo Avstralija, potem, ko bomo prišli do konkretnih vprašanj, ker to Združene države Amerike Evropi očitajo, da ko pride do konkretnih zavez, pa potem ni realizacije, tega pa ne bomo mogli narediti. Ampak sam kot državljan Slovenije, kot Evropejec, si pa težko predstavljam, zdaj se v Rijadu pogovarjata Združene države Amerike in pa Rusija brez Ukrajine, brez Evropske unije. Ameriški predsednik je tudi jasno dejal, da on svojih vojakov ne bo pošiljal v Ukrajino. Se pravi, na koncu bomo ali pa smo že tako ali tako postavljeni pred nek ultimat, ki je za Evropo samo slab. Vsi z neko negotovostjo ali pa skrbjo spremljamo tudi pogovore v Saudski Arabiji. Zdaj sam predsednik Ukrajine Zelenski je precej slabe volje, če orišem, da ne sodeluje v teh pogovorih, ampak kot zagotavlja ameriška stran, se pogajanja pravzaprav še niso začela in ko pride do pogajanj, bo Ukrajina popolnoma vpeta. Celo, kot sem jaz razumela ameriškega državnega sekretarja Rubija, je rekel, da je Ukrajina tista, ki je žrtev in bo morala sedeti za pogajalsko mizo, tako kot Evropejci. Jaz bi tukaj predvsem skušala ohraniti eno mirnost, treznost in preudarnost. Zelo iskreno, razprave na evropski ravni niso enostavne. Mi 3 leta se ukvarjamo z rusko agresijo v Ukrajini. Evropa je načeta politično, je načeta gospodarsko in pravim, da imamo tudi različne poglede. Zdaj države, ki so bistveno bliže ukrajinskemu ozemlju, se čutijo ogrožene. Mi verjetno ne bi prišli do realnosti, da bi 2 državi, kot sta Finska in Danska, vstopili v zvezo NATO pred nekaj leti, če ne bi bilo te agresije. Torej, močno se spreminja ta narativ v Evropi, tudi dejstva, da moramo krepiti svoje obrambne zmogljivosti zaradi vseh nevarnosti, ki so v svetu in geopolitike. In to bo vse seveda zahtevalo eno težko razpravo tudi v Sloveniji. Jaz ne bi rekla, da zamujamo v tej razpravi, ker to, kar se zdaj se odvija z eno bliskovito naglico, za Trumpovo administracijo. Res, da je napovedal, da bo končal vojno v 24 urah, nismo tam, ampak zdaj spremljamo, kam gredo ti pogovori, kaj bo na mizi. Na vsak način pa mora Ukrajina, se strinjam, sedeti zraven kot država, ki je tu žrtev, in biti mora vsaka rešitev sprejemljiva najprej za njo.
Zdaj eno vprašanje, ne, ker vsi govorimo o tem, da se zdaj hitro to odvija. Trump je res dejal v 24 urah, pa se res zdi, da je Evropo ta vikend popolnoma pretresel in presenetil, pa čeprav smo v resnici slišali to, kar je Trump ves čas napovedoval. Torej, morda vprašanje za oba, ali bi vi podprli, da pošlje Slovenija svoje vojake na to neko linijo, kjer bi torej skrbeli za neko varnost pred vnovičnim udorom Rusije. Po drugi strani pa tudi ves čas govorijo, treba je zvišati denar za NATO iz 2, 3 na 5%, ali bi tudi to podprli. Govorimo pa o res visoke številke. Mislim, da sem včeraj zvečer računal več kot 3,2 milijarde evrov bi to pomenilo za Slovenijo. No, zato sem dejal, da v bistvu Slovenija in Evropa zamuja. Zdaj na zadnjem vrhu NATO je zunanji minister Združenih držav Amerike dejal, glejte, podpisali ste 2% točki, BDP-ja še tega niste namenili, do poletja imate čas, da to naredite. Zdaj, ameriška strategija je zelo enostavna in zelo naprej premišljena. In zanimivo je, da ujame v bistvu evropske voditelje na levi nogi, če smem tako reči, ker to se je na koncu koncev napovedovalo, ker prihod Trumpa je pomenil prelom v zunanji politiki, transakcijsko politiko, kjer je bilo to čisto jasno pričakovano in te poteze Združenih držav Amerike se odvijajo praktično po nekem zelo lahko napovedljivem krogu. Ta vprašanja so vsa teme, ki bi je moralo že pod vlado gospoda Roberta Goloba opredeljevati, ker na koncu koncev po 3 letih je Ukrajina pa njena obramba začela popuščati in vendarle potrebuje ta varnostna strategija neko osvežitev. Zdaj, ali se gre full in, torej v popolno podporo, ali pa se začne razpravo o neki drugačni rešitvi, enako z Ukrajino, ampak tudi tu mora biti Evropska unija poenotena, ne vsaka država posebej. Pa če vas še enkrat vprašam, kot Anže Logar, kot nekdanji zunanji minister, pa kot politik, vi ste za to, da Slovenija pošlje svoje vojake na to obmejno območje in ali bi tudi vi podprli dvig na 5% BDP-ja? Dvig 5% je neizvedljiv za Slovenijo. Mi imamo že z 2% težave, mislim, da 3% so tista meja, ki jo Slovenija lahko nameni, ob tem, da je treba tudi narediti potem zelo jasno industrijsko politiko na področju vojaških tehnologij, da bo Slovenija dejansko ta sredstva znala implementirati tudi v svoj gospodarski razvoj. Ker se tiče pa vojske, pa moje iskreno mnenje, da v tem trenutku naša slovenska vojska ne more zagotavljati ustreznih varnostnih zagotovil, lahko pa bi za ustrezno tehnologijo, torej z drugimi sredstvi, mobilnimi enotami, ne vem, kemična podzemna skupina, ne vem, kibernetska varnost in tako naprej, pa lahko zagotovili svoj del v tej zagotavljanju te obrambe. Ja, nemški predsednik vlade je dejal, da je prezgodaj, da se pogovarjamo o tem, da bi pošiljali tja vojake, ker res sploh ne vemo, kam to premirje gre, če gre. Ampak bom ponovil vseeno vprašanje, zato da tudi državljani dobimo nek občutek, kakšno je stališče slovenske politike. Torej, ste za to, da se dvigne ta doprinos v NATO, članarina, no, če temu lahko rečemo, na 5%, pa ali ste za to, da bi slovenska vojska bila na tem območju? No, tudi jaz sem včeraj sporočila enako, če me vprašate danes, bi rekla, da mi je absolutno prezgodaj govoriti o pošiljanju slovenskih vojakov na ozemlje Ukrajine. Prvič rabimo premirje, konec spopadov in videti, kaj bi te sile doprinesle, kakšen bi bil njen mandat. Tako da, če me vprašate danes, je odgovor ne, ampak to bo zahtevalo v naslednjih fazah pogovore in tudi ne bo moja odločitev. Kar pa zadeva obrambne izdatke, je pa tako, da je naša vlada sprejela jasno koalicijsko zavezo, to je 2% BDP najpozneje z letom 2030. Mi smo še danes kar precej daleč od teh 2%, ampak smo v zadnjem letu kar znatno ukrepili investicije, tako da
če bomo šli v smer in seveda se zdaj vidi in nakazuje, da bojo pritiski precejšnji, da je treba ukrepiti obrambne izdatke 5%, si tudi jaz ne predstavljam, da je Slovenija sposobna. Karkoli več pa bo to zahtevalo, jaz mislim, da bo treba vprašati tudi ljudi. Ne nazadnje bo potrebna ena širša razprava, vidite, da je veliko nelagodja v slovenski javnosti. Za vsako politiko je to zelo težka razprava, ali ta vlada ali naslednja, ki se bo morala s tem ukvarjati. Na koncu je vedno vprašanje, koliko imaš na eni strani močno socialno državo, na drugi koliko boš dajal za obrambne izdatke. Slovenci nikje se mi zdi po DNK-ju smo bolj zavezani močni socialni državi, javnim storitvam, kot pa visokim obrambnim izdatkom, ker nismo pač tista država, ki začenja ali končuje vojne, in to je vedno zelo težka razprava. Tako da to bomo morali se pogovarjati. Ampak, če smem, prve besede ruske delegacije, ki je stopila iz aviona v Rijadu, so bile, da so tu zato, da normalizirajo odnose z Združenimi državami Amerike. Torej ne o varnostnih zagotovilih, ne o vojni, ne o kakšnih drugih zadevah. Normalizirajo odnose z Združenimi državami Amerike. Zdaj to zagotovo bo imelo svoj učinek tudi naprej in na koncu koncev razplet te drame ali pa teh pogajanj bo imelo močan vpliv na varnostni sistem, varnostno situacijo in tudi način mednarodne politike v svetu. In že danes se upam napovedati, da približno tako bo še naslednjih 12 let, glede na to, da so republikanci postavili za podpredsednika mladega politika, ki ima ambicije, kar pomeni, da se bo verjetno ta politika nadaljevala še skozi naslednje 2 mandata. In jaz mislim, da ni časa za razprave in dolge litanije o tem, kaj treba narediti, ampak da se mora Slovenija zelo jasno najprej zavedati, da bo šlo v varnostne namene v prihodnjih 12 letih bistveno več stroškov kot do sedaj, da lahko to izkoristi za sebe kot razvoj neke industrijske panoge in da ima ustrezna znanja in začne biti z jutrišnjim dnem, recimo temu, aktivni del te preobrazbe v smeru grajenja varnostne infrastrukture. V nasprotnem primeru se bo Slovenija vedno samo odzivala na agendo, ki jo bojo drugi delali. In tu je pa priložnost za nas, da smo tisti, ki najdemo svoje mesto, investiramo ustrezna sredstva in na ta način poženemo tudi slovensko ekonomijo. To se sicer res sliši tako, ampak ni samo Slovenija v tem trenutku ta, ki se samo odziva. Naprimer, odzivati se morajo Francija, Nemčija, največje naše zaveznice. Ne. Potem, rekli ste, ta podpredsednik je bil ta vikend v Evropi in je dejal, Evropa se ukvarja z napačnimi stvarmi. Poslušajte svoj narod, naprimer je bila kaj pa če naprimer ta slovenski narod vendarle reče, gledajte, mi pa 3,2 milijarde evrov ne mislimo dati za neko obrambo, ko pa se drugi pogajajo v našem imenu. Ker bodimo iskreni, to soliranje Združenih držav Amerike se tudi s 5% verjetno ne bo končalo. Ne, videli smo prva stvar, ko je Trump dejal Zelenskemu, bomo pa podpisali sporazum o redkih kovinah, ki jih imate v Ukrajini, v zameno za to, kar smo vam mi dali. Tudi Evropa je Ukrajini dala veliko. Ne. Drži. Samo jaz sem prej že omenil, da gre za transakcijski način zunanje politike. To je zdaj dejstvo, to je realnost. 5 ne bo, na koncu se bo končalo na 3%. Ampak Slovenija vendarle lahko to izkoristi za lasten razvoj. Ugotovi, kje so priložnosti zanjo in investira v tiste sektorje z zelo jasno industrijsko politiko za naslednjih 30 let. To je bil moj komentar. Kar se pa tiče ostalih držav, se strinjam popolnoma z vami. Tudi jaz sem bil zelo užaloščen nad spremembo v tem tonu politike Združenih držav Amerike napram Evropske unije in tudi pač ne razumem veselja nekaterih na podlagi takšnega odnosa z nekdanjimi partnerji. Ampak gre za spremembo, to je realpolitik, ki jo je treba sprejeti in se je treba temu prilagoditi. Zato sem pa prej govoril, da se morajo države, ki so pripravljene skupaj, ker naše jedro je v Evropski uniji, mi moramo krepiti močno Evropsko unijo, čeprav morda nekatere države drugače mislijo in si bi raj navezali na Združene države Amerike. Mislim, da se mora Slovenija navezati močno na Evropsko unijo, na jedro Evropske unije, in v tem pogledu sem zato govoril o okrepljenem sodelovanju na področju varnosti, o zelo resnem razmisleku, oblikovanju svoje obrambne politike, svoje vojske, in to so teme,
ki jih bi morali danes naslavljati, ne pa odgovor na to, kaj bo ameriška administracija naredila. To, kar smo slišali, je pa res, ne? Kar nekaj teh odzivov po tem vikendu je bilo, češ bravo Amerika, ampak vendarle pozabljamo, da smo mi del Evropske unije, da smo se za to odločili in da bomo na koncu mi tukaj ostali, ne glede na to, kako se bo Amerika odločila. A je bilo mučno sedeti ta vikend? Ja, sem zdaj razmišljala, sem sedela v dvorani, tam v drugi vrsti, ko je nastopil Vance, ko je tudi govoril Zelenski, ko je bilo veliko vsak dan več nekih teh ideoloških razlik. Jaz bi si želela, da taka konferenca, sploh prva, z novo ameriško administracijo bi imela bistveno več spoštljivosti, a pa nekih svežih idej, ker na koncu vsi živimo v tem precej napornem geopolitičnem obdobju. Imel si občutek, pride pač nekdo, trešči vate, postavi pravila igre na glavo in kar nekako vsiljuje, tako bo in tako mora biti prav. To seveda ne bo šlo tako. Evropa mora biti tu precej suverena, tudi Slovenija se mi zdi za eno svojo samozavestno zunanjo politiko, kaj je naš nazadnje nacionalni interes, ne to, kar nam vsiljuje nekdo drugi. Zato sem jaz tu bistveno bolj previdna, kam bo šla ta evropska obramba, varnost. Se strinjam, da se svet spreminja in da bo treba tu bistveno več narediti, ampak na drugi strani naši ljudje imajo tudi druga pričakovanja. Mi smo postavili na evropski celini pravila igre, spoštujemo mednarodno pravo, kaj lahko majhne države, kot je Slovenija, zares naredijo. To je mednarodno pravo, politični dialog, solidarnost in zavezanost vrednotam. In to je tisto multilateralizem, kjer je ključ za Slovenijo in za to, kar lahko mi počnemo. Tako da, če danes pride nekdo in postavlja pravila igre ali pa moč pravil oziroma moč nad pravila, kar se nam dogaja, je močno zaskrbljujoče. Tako da, z tega vidika se mi zdi, da moramo Evropejci res stopiti skupaj. Na koncu smo zgradili celino na nekaterih zelo pomembnih vrednotah in danes je mogoče tisto ključno razpotje, ko pridajo drugi akterji, ko se geopolitika prestavi, Kitajska, ZDA, Rusija, vsi zase odločajo kot neka šahovnica, da mi, Evropejci, bomo mogli bistveno več narediti na sebi. Mene tudi moti, da vsak dan se ukvarjamo z novicami, ki letijo iz Bele hiše, namesto da bi se ukvarjali sabo. Konkurenčnost bo nekaj, ker bomo morali investirati milijarde, da bomo zagnali evropsko gospodarstvo in postali spet neka verodostojna akterka v svetu. Predvsem pa mogoče tudi razumeti, ni vse tisto naravno zavezništvo, kar smo imeli do zdaj, so drugi globalni partnerji, s katerimi moramo enako imeti odprte kanale in krepiti svojo zunanjo politiko. Tako da svet se geopolitično je izjemno spremenil in ni enostavno manevrirati kot mala država vmes, ampak mislim, da smo na dobri poti tudi z našo precej samozavestno zunanjo politiko. Eno vprašanje se mi ob tem poraja, ko govorimo recimo o mednarodnem pravu, spoštovanju nekih norm. Ameriški predsednik ali pa ne vem, izraelski, ruski, kitajski, oni pravzaprav marsikaterega sodišča mednarodnega, naprimer kazenskega, sploh ne priznavajo. Evropska unija vendarle imata neke standarde, ko gre za človekove pravice, za vojne zločine. Po drugi strani pa konkurenčnost. Zdaj malce mešam, ampak vendarle, ali moramo Evropejci počasi začeti razumeti, da nas Kitajska, Amerika, države BRICS-a prehitevajo, ker se mi ukvarjamo z nekaterimi stvarmi, ki smo mislili, da so samoumevne, ker smo si jih postavili na nek piedestal in rekli, to je pa naša borba, ampak hkrati pa postajamo manj konkurenčni in pravzaprav izgubljamo to, kar smo imeli. Ne morda jutri, ampak na dolgi rok. Ja, ko smo se mi priključevali Evropske unije leta 2004, je bilo tak zlato obdobje, ko se je govorilo o mehki moči Evropske unije. Skratka, ta vizija demokratizacije človekovih pravic, parlamentarizma, odprtih meja, to je bilo tisto vodilo, ki je države dejansko sililo ali pa peljalo k reformnim procesom, da so se približevali temu idealu. S tisto prizmo, s tisto optiko smo gledali tudi na Rusijo, na ostale avtokratske režime, češ tudi pri njih bo prevladal podoben razumski razmislek in bodo sledili tej poti. Ampak seveda niso, so samo zlorabili ali pa izrabili to naivnost, da so na različne načine nase pritegnili pač ta razvijajoči evropski kontinent, Rusija z poceni energenti,
Kitajska z poceni trgom delovne sile, pa na koncu koncev velikim trgom, Združene države Amerike pa z nekim varnostnim mehanizmom, ki je zagotavljal dolgoročno varnost. Zdaj so vsi te trije deli, v bistvu vse te tri popkovine so porezane. In zdaj Evropa zaradi tega precej bolj ranljiva, kot je bila. Šele ob zdravstveni krizi se je Evropska unija začela zavedati te kritične infrastrukture, kjer je bilo ugotovljeno, da praktično ves zdravniški material, od katerega je recimo odvisno ob nekem takem zdravstveni krizi, prihaja iz držav, recimo Kitajske, ki lahko potem s tem dejansko vpliva tudi strateško na medsebojne odnose dveh kontinentov. In v vmesnem času Evropska unija zgradila nek organizem, neko poslovno okolje, ki je v bistvu zelo rigidno za volatilni čas, v katerem smo prišli. Mi se zdaj ukvarjamo z napovedanimi ameriškimi carinami, ampak notranja regulativa je še bistveno bolj zahtevna za podjetja in za njihov razvoj. Ne vem, po podatkih IMF-a oziroma Svetovnega mednarodnega foruma je ta notranje tarife za proizvodne izdelke na višini približno 45%, te tarife za storitve pa na višini približno 110% od vrednosti teh tarif. In če to primerjamo z, ne vem, prostim trgom v Združenih državah Amerike ali pa v drugih delujočih gospodarstvih, boste ugotovili, da smo notranje preregulirani. In to zavedanje dejansko je od leta 2008, predvsem pa od tiste finančne krize, pustilo svoje posledice, ko so ostale države, predvsem Združene države Amerike, bistveno hitreje napredovale kot Evropska unija. In recimo odgovor na to, ali pa zelo jasno sliko temu ponuja ravno Draghijevo poročilo, ki je v bistvu zadnji klic k razumu z zelo konkretnimi reformami, kaj je treba narediti, in to je drugo področje, kjer moramo danes začeti delati na ravni Evropske unije, pa tudi vsaka država posebej. Malce se bom odmaknil zdaj od Rusije. Prav ta gospodarski del tudi spada pod Ministrstvo za zunanje zadeve, ko gre za gospodarsko diplomacijo. Kitajska je v tej luči pogajanj med Rusijo in Združenimi državami Amerike in pa seveda nezavidljivim položajem Evropske unije sporočila, češ, vendarle se spet obrnite malce k nam, mi nismo vaši sovražniki, ampak cel svet je velik, zato me morda ob tem zdaj zanima, kako hitre spremembe se dogajajo na Ministrstvu za zunanje zadeve, ko gre za gospodarsko diplomacijo. Ne vemo, carine bodo prizadele ali pa so že napovedane prizadele tudi nekatera slovenska podjetja. Torej, kako hitro se odzivate pri iskanju teh novih trgov, kar je govorila tudi Ursula von der Leyen, da je treba pač iskati partnerje drugje. Glede na zmogljivosti, ki jih imamo, jaz mislim, da precej hitro. Lani spomladi sem bila na Kitajskem, mislim, da z največjo gospodarsko delegacijo v zadnjih letih, več kot 50 slovenskih podjetij, tudi na drugih azijskih trgih. Pač gospodarska diplomacija skuša pomagati podjetjem tam, kjer je interes podjetja, ali to z Gospodarsko zbornico Slovenije, Spiritom, tako da mi gremo tja, kamor želiti gospodarstvo in skušamo toliko odpirati vrata. Zdaj, zaenkrat to, kar prihaja spet od nove ameriške administracije, te grožnje s tarifami, s trgovinskimi vojnami, ne nazadnje, ker so bile vse izrečene besede do Grenlandije, Kanade, Mehike, Panamskega prekopa. Vse to se mi zdi, da pač pride ven, do neke mere pa služi domačemu interesu, da je neki skupiček nazaj. Zdaj nobenemu, jaz mislim, da ne služijo te trgovinske vojne, se pa malo bojim, da pride nazadnje do situacije, ko se ameriški predsednik Trump dogovarja nekaj z ruskim predsednikom Putinom mimo Evrope, nazadnje s kitajskim predsednikom spet mimo Evrope, zato pa tu moramo biti kot Evropejci močni znotraj, konkurenčni in samozavestni, kaj želimo. Tu pa ta hip se bojim, da imamo izjemno šibko evropsko voditeljstvo. Ali bomo mi sposobni zdaj imeti to streznitev, mogoče pa to bil tudi en nujen klic, ta hladen tuš, ki ga nam je postregal v Vensu na Münchenski varnostni konferenci, da zdaj pa res čas, da se streznimo do mere, kako ukrepiti konkurenčnost in pa politično moč Evropske unije. Ne znam in ne upam si napovedati, ali bomo sposobni tega, ker, kot še enkrat pravim,
volitve evropske, šibko voditeljstvo nam ni ravno v prid in geopolitika tudi ne, ki se obrača v druge konce, Indo-Pacifik in druge dele sveta. Tako da moramo biti pozorni, tarife zaenkrat niso prizadele slovenskega gospodarstva, ampak vse je še mogoče in moramo biti na to pripravljeni. Ni tu samo gospodarska diplomacija, tu so vsi relevantni, predvsem pa gospodarstvo v Sloveniji. Se pogovarjamo, kolikor se lahko, da smo pripravljeni. Ja, v tem gospodarstvu bomo morda še ena stvar, omenili ste to poročilo, potem tudi te zaveze nove Evropske komisije, češ res se bomo tega držali, pa se je zdaj zgodilo še Trump, v nedeljo imamo volitve v Nemčiji, vemo, kako šibek je pravzaprav Macron, a ne, ki komaj da se stavi vlado, pa potem spet leta pade. Po drugi strani pa, ko govorimo o tej moči, trgovini, redkih surovinah, za katere se zdaj tepe ves svet, pa ameriški predsednik reče, naprimer Zelenskemu, mi bomo podpisali ta sporazum, pa nam boste to dali. Zato morda še eno to podvprašanje, kakšna pa je rešitev, da tukaj Evropa dobi vendarle svoje interese in se zanje celo bori proti Ameriki, ki je bila še včeraj naša partnerica. Pravzaprav koplje na našem dvorišču, v narekovajih, če tako rečem. No? Ja, sej, še enkrat, vračam se nazaj v novega gospodarja v Beli hiši, ki ima pač pogled na svet takšen, da kapitalizira dobičke za svojo državo. Govoriti v nekem tesnem partnerstvu v obdobju, ko pride do tega, je rahlo naivno. Kar pomeni, da je Evropska unija zdaj v tem primeru odvisna same od sebe. In prej sem že omenil, dragi, poročilo. Mene zanima, kaj je vlada konkretno naredila o teh zavezah. Med drugim, ena od zavez je, da za podjetja, ki imajo promet do 10 milijonov evrov, torej tisto manjše gospodarstvo, se bistveno zniža birokratske ovire. Če jaz gledam domače stanje, se birokratske ovire praktično z vsakim dnem dodajajo, ne pa da se odzema. In to, dragi, poročilo že več kot pol leta ugledalo luč sveta in mi imamo domačo nalogo, ki jo moramo narediti. Mi moramo narediti lepo celo katalog problemov, ki jih imamo, in odpravljati administrativne omejitve z namenom, da se bomo notranje okrepili in šele notranje okrepljeni bomo potem lahko nek sogovornik. Ker v primeru transakcijske politike je približno tako, ti spoštuješ sogovornika, ko je močen. Ko je sogovornik šibek, greš na njegov teritorij. Skratka, prvo je najprej okrepiti svojo lastno konkurenčnost. To je prvo vodilo, ki jo mora imeti Slovenija in ki jo mora imeti tudi Evropska unija. In še enkrat, mi imamo tudi nekaj držav Evropske unije, ki dejansko ne želi pretirano močne Evropske unije, ampak se bolj navezuje na druge trge, pač njihova interna politika, v redu, ni težav, zato pa more sedaj Evropska unija okrepiti ta model okrepljenega sodelovanja na področjih, kjer ji to prinaša dodano vrednost. Jaz sem bil recimo včas proti tem okrepljenem sodelovanju, ker to prinaša Evropo različnih hitrosti. Ampak v dani situaciji je to edini odgovor, ki ga lahko ponudimo, kjer tisti, ki želijo sodelovati, ki želijo okrepiti varnostno, gospodarsko, konkurenčno okolje, dobijo možnost za to vrstno sodelovanje. Evropa to mora narediti, Slovenija je tu lahko zelo aktivni partner, ampak mora pa jasno tudi vedeti, kaj želi. Ne more predstavnik politike, torej minister, reči, jaz ne vem, kako bi to, pa kdaj se bo pa tako. To niso besede za ministra. Minister mora zelo jasno vedeti, kaj bo naredil. Še eno stvar bi vas vprašal, gospa ministrica, mislim, da ste bila 4. političarka oziroma iz 4. države, ki ste obiskali Sirijo. To je tudi taka nenavadna zgodba, ne? Predsednik Sirije je zdaj človek, ki je bil še pred časom na listi teroristov, Američani so zanj ponujali nagrado. Spomnim se anekdote iz Amerike, ker je ruski predstavnik dejal, lahko poberem to nagrado, ker vem, kje zdaj Al-Shara je. No, vi ste bili pri njemu, morda čisto za začetek, a vam je podal roko, s tem se Evropejci zadnje čase v tej polnomočenju žensk ukvarjamo, pa smo videli, kako je izgledala prva delegacija iz Evrope, kjer je dobesedno umaknil roko ženski predstavnici. Bilo je zelo zanimivo srečanje, nisva se rokovala, niti ni bil namen tega srečanja, sva pa sedela skoraj 1 uro v palači ob zunanjem ministru zraven, vsem začasnem, seveda gre za začasne oblasti, in je bil sogovornik, ki je govoril pravzaprav tisto, kar
želimo slišati ob zavedanju, da ima na sebi veliko odgovornost. Jaz bi rekla, tu so mi pomagali pri obisku Katarci, Savdici, Jordanci, Turki, vsi danes, s katerimi zelo tesno sodelujemo skupaj pri vzpostavljanju neke varnosti in miru na Bližnjem vzhodu. Slovenija tu igra zelo cenjeno vlogo in to, da je tudi Sirija nam odprla vrata, je bil en pokazatelj, da smo akter v regiji. Ampak kar želim reči je, da z novo po padcu 14-letnim tem brutalnem Asadovega režima zdaj Sirijci čutijo res nek optimizem. Tam so zaživele aktivnosti, neka svoboda je čutiti, govora tudi večje aktivnosti žensk. In ravno v soboto sem na Münchenski varnostni konferenci spoznala dve izjemni sirski ženski. Ena je v pripravljalnem kabinetu za sestavo vlade, 7-članski kabinet je, vzel je ženske, slišal je naša sporočila, da naj v kabinet resnično da vse predstavnike etničnih, verskih, ranljivih skupin in posebej ženske. Tako da so te ženske postavile tisto kvoto 30%, željo, da toliko mora biti zastopanosti. Zdaj, jaz mislim, da Al-Shara ima zdaj eno res izjemno odgovornost na sebi, čuti priložnost, jaz bi rekla tudi moramo jim dati priložnost za Sirijo, tudi z neko postopno odpravo sankcij, kar je Evropska unija že sprejela in seveda, da spremljamo, kaj se zares dogaja. Ali bo ta novi kabinet, ki bo sestavljen, imel vse te vključenost, kar govorimo o tej politični tranziciji, da bo lahko država zaživela, bo seveda odvisno od teh prehodnih oblasti. Ampak sporočilo teh sirijskih žensk, s katerimi sem govorila, je bilo razmeroma optimistično. Ljudje pa na cesti pravijo, vse danes je boljše, kar je bilo prej. Ja, včasih se zdi, kot da je to predobro, da bi bilo res, sploh ker vemo, kakšna je vendarle njegova zgodovina, pa v Siriji vendarle so tam interesi Turčije, Kurdi, celo Izraelci in tako naprej. Zato morda pod vprašanje Slovenija, oziroma vi ste bili tam kot del varnostnega sveta, ali ima Slovenija kakšne posebne interese, da ste obiskali Sirijo? Oziroma ste se tudi kaj dogovorili, tam si zdaj izmenjujejo vrata od Rusov do vseh, ki bi radi v Siriji kaj počeli? Mi stalno komuniciramo z vsemi državami v regiji, zdaj se bližata dva pomembna vrhova, ali lahko to razumemo kot, da smo v varnostnem svetu Združenih narodov, ali to, da imamo interes za mir na Bližnjem vzhodu, jaz bi rekla oboje. Veste, da smo bili zelo aktivni v priznavanju neodvisne in suverene Gaze oziroma palestinske države. Tu Arabci gredo po isti liniji naprej. Danes pripravljajo alternativni načrt na željo Trumpa in ta alternativni načrt, kaj je rešitev za mir na Bližnjem vzhodu, za rešitev dveh držav, bodo predstavili konec februarja v Kairu. In tu smo ves čas, tudi zdaj na Münchenski konferenci sem se dobila s palestinskim premierjem, s katarskim ministrom, ki je neposredno vpleten v pogajanja za trajno premirje, tudi za izpustitev talcev in zamenjavo s političnimi zaporniki. Tako da imamo vse te informacije, sodelujemo zraven kot ena redkih evropskih držav, ki se zavzema za rešitev dveh držav dejansko v praksi. In tu nas prosijo, da pomagamo, zato to delamo. Je ta rešitev dveh držav pod Donaldom Trumpom, zdaj vidimo, kaj se dogaja v Ukrajini, realna? Glede na izjave nekaterih predstavnikov iz ameriške diplomacije, pa tudi iz Izraela, bi rekel, da ne. Je pa edina možna, če želimo dolgotrajen mir. Tako da tu ni ravno veliko izbire. Ne. Kaj pa ta napoved, da najbolje, da se ljudje iz Gaze kar izselijo, pa da bo potem tam Amerika zgradila super mesto, kjer bodo vsi lahko živeli srečno do konca svojih dni? Če se ne motim, je ameriški zunanji minister potem na nek način popravljal to izjavo. Zdaj smo obdelali ta politični del, zdaj pa vendarle, ker smo tukaj v studiu Kluba slovenskih podjetnikov, bi se navezal še na Dragevo poročilo, pa na to konkurenčnost in tako naprej. Kot ministrica te vlade pa moram res reči, da zdi se, tam je bilo res rečeno, treba je debirokratizirati, treba je pospešiti vlaganja, treba je pomagati podjetnikom inovativnosti, ampak slovenska podjetja, gospodarstvo pa vendarle dobiva tudi pod to vlado, ki je imela toliko razumevanja, vsak dan nove dajatve. Ves čas se nekaj dviguje. Pa zato vprašanje, ki bo seveda namenjeno potem obema, a vlada ne vidi, s kakšnimi težavami se gospodarstvo, podjetniki ukvarjajo, kakšne težave imajo v tem spreminjajočem se svetu, noče slišati. Jaz ne vidim tega tako, ker vseeno spremljam delo tudi ministra za gospodarstvo.
Hana in vem, da je tu velik posluh za podjetja, za gospodarstvo, toliko, kolikor so tudi zmogljivosti. Šli smo tudi čez 2 večji krizi, ne govorim zdaj samo o vojni, ki je prizadela cene in gospodarstvo, ruski agresiji v Ukrajini, tudi potem hude poplave. Vse to so bile tiste nepredvidljive stvari, kjer je bilo treba zagnati in pomagati gospodarstvu. Tu je lahko Slovenija naredila, kar je, jaz mislim, največ mogla. Zdaj, zagotovo je možno narediti več in bo treba. Mi v Evropski uniji, ko se pogovarjamo o Draghijevem poročilu in konkurenčnosti, komisija je naredila zelo jasen načrt, koliko 100 milijardne investicije bodo potrebne za zagon gospodarstva. Vemo, kateri 2 gospodarstvi sta največji, francosko-nemško gospodarstvo. Sami ste prej ugotavljali, kako šibki in načeti sta ti gospodarstvi. Tudi mi smo veliko vezani na ta največja gospodarstva. Tako da ne bo to samo vprašanje Slovenije in kako se mi pozicioniramo. Zagotovo naša notranja moč je potrebna, smo izvozno naravnano gospodarstvo, pretežno na evropske trge, ampak zdaj iščemo tudi priložnosti, kam lahko še sežemo dlje in kje lahko še pomagamo gospodarstvu. Drugo je, kar delamo z ukrepi doma. Na koncu se vedno konča s tem, koliko je financ na voljo, kam jih damo, kakšni so tu kompromisi, ampak za slovensko gospodarstvo verjetno še vprašanje tudi za ministra in za predsednika vlade, kaj lahko v tem letu še naredimo, da bomo res konkurenčni kot Slovenija, da bo gospodarstvo varno se ukrepilo, predvsem pa, da bomo spodbujali tudi zagon majhnih, srednjih podjetij in pa, da bomo na drugi strani sposobni privlačiti znanje in kar imamo v tujini nazaj domov. So izzivi, to niso enostavne poteze in koraki, ki se zgodijo čez noč, tako da jaz moram reči, da se ne strinjam z ocenami, da ta vlada ni imela dovolj razumevanja. Ko vprašamo gospodarstvenike, vendarle v tem klubu naprimer deluje 500 enih najuspešnejših podjetnikov v Sloveniji, pa potem gospodarske zbornice in vsi ostali deležniki pravijo, da dajatve se vendarle povečujejo. Ne bodimo iskreni, včeraj smo brali, da bo tudi za zdravstvo na zavarovanje treba dodati še 2 evra. Potem prihaja poleti ta zakon za dolgotrajno oskrbo, kjer bo prav tako treba dodati evro. Pustite nas delati, dajte nam nižje obremenitve, pustite nam, da bomo sami iskali priložnosti, samo če bomo lahko delali doma, je tisto sporočilo. Kako ga vi vidite? Težava je še večja. Na koncu koncev v SBC-ju je združenih veliko uspešnih podjetij izvoznikov. In pod to vlado je bil sprejet zakon o napotenih delavcih, ki je dobesedno davčno dodatno zavil in dal spodbude tem podjetjem, da selijo vsaj del svojih storitev oziroma svojega dela recimo na Hrvaško oziroma druge bližnje trge, ki so davčno ugodnejše kot v Sloveniji. Ne nazadnje, tudi Ministrstvo za zunanje zadeve ima zaradi tega izjemne težave, ker potem stroški za poslane diplomate v tujino bistveno naraščajo onkraj proračuna, kot je bil predviden za zunanje zadeve, pa ministrstvo za zunanje zadeve pri pripravi te zakonodaje ni protestiralo, bi lahko ustavilo. Zdaj ni sprejeta ta zakonodaja in je odloženo ravno zato, ker smo protestirali. Ja, tako da se nič ne spreminja za sodelavce v tujini. Ja, v drugem krogu, ampak za podjetja je postala enako. Podjetja so pa enako obremenjena, kot so bila predtem. Še več, za obremenitev za SP, te obvezni mesečni prispevek se dviguje za marca, mislim, da bo 50% višji, kot je bilo leta 2021. Skratka, oblikuje se gospodarsko nestimulativno okolje v obdobju velike volatilnosti in ne strinjam se z mnenjem ministrice, češ, da smo mi v veliki meri odvisni pač od tega, kaj bo z Draghijevim poročilom naredila 2 veliki ekonomiji oziroma 2 veliki gospodarstvi v Evropski uniji. Ne, vprašanje je, kaj bomo mi naredili, kako bomo konkretno začeli debirokratizirati naše področje. Mi, ko zdaj hodimo okoli in ugotavljamo te birokratske ovire, te so neverjetne, ne samo na gospodarskem področju. Ne vem, če veste, ampak vsaka krava se jo treba zavesti v 7 različnih kategorij, preden lahko čreda sploh normalno funkcionira in to vsako leto. Skratka, mi smo naš notranji sistem v strahu pred ne vem čem, pred sivo ekonomijo ali pa pred krajo tako zabirokratizirali,
da postaja v bistvu na dolgi rok dejansko nesprejemljiva. In naslednja vlada bo morala zelo jasno narediti sistem pač vseh teh omejitev, ki niso nujno potrebne in ki blokirajo ali pa omejujejo delo gospodarstva, ker na koncu gospodarstvo je tisto, ki omogoča rast skupnosti oziroma dodatna sredstva tudi za socialo. In eno za drugo odstranjevati, da bo poslovanje bistveno lažje. In seveda tudi davčno razbremeniti v smeri, da bodo druge države videle Slovenijo kot možen trg za, plasiranje svojih proizvodnih obratov ali pa svojih storitvenih. Pa smo prišli skoraj do konca, sami ste omenili to sivo ekonomijo ali pa da bo kdo kaj ukradel. V tem tednu ali pa v prejšnjem smo znova priča nekim velikim aferam, ko gre za javni denar. Dars je ta vikend prišel na plano, prejšnji teden pa afera ali pa 2 tedna nazaj afera Spirit. To pa je tisto, kar ste tudi sami omenili, mi imamo veliko denarja, ki ga želimo dati, da bi se Slovenija razvijala, potem pa na koncu vidimo, da se ta denar razdeli kar tako in po 2 tednih šele odstopi šef Spirita, ko ga vlada razreši. A bi moral v tem primeru, vi ste imeli podoben primer z Litijsko, a bi moral v tem primeru odstopiti minister Han? Ker to pa ne daje prav nobenega zaupanja znova. To se vsem vladam dogaja, ampak tudi vaše se znova in Nisem pričakovala, da bom komentirala te afere, ampak jaz mislim, da je minister Han naredil prav vse, kar je bilo potrebno narediti, zelo hitro odreagiral z notranjo revizijo vseh postopkov in se mi zdi, da je s tem pokazal tudi, kako se lotiti transparentnosti, kdo je odgovoren in nenazadnje tudi razveljavil razpise. So bile to zelo trezne, razumne poteze in tudi pravilne. Ja, lahko samo še stranski efekt tega, pa je, da razpis za Saša regijo, za razvoj te regije bo zaradi tega zelo verjetno zamaknen, kar pomeni, da so številni dobri projekti se strinjam. Ostali brez neke finančne konstrukcije zaradi 2 koruptivnih primerov in to je pa spet naslednja birokratska ovira, ki dodatno duši gospodarski razvoj, da zaradi majhnega dela tega slabega poslovanja potem trpi tisti kvaliteten del, ki bi pa lahko in dodatno prinesel nek gospodarski razcvet v Sloveniji. Začeli smo zunaj, končali doma, zato ker je vendarle važno, da doma uredimo tiste stvari, ki jih lahko, da potem lahko igramo kakšno vlogo na evropskem parketu, že tako pa nas včasih kar izključijo. Hvala obema za vse poglede. Sem vesel, da sta si vzela čas aktualna ministrica in nekdanji minister za zunanje zadeve, ker se mi zdi vendarle prav, da Slovenke in Slovenci razumemo to, kar se dogaja zunaj, ker močno vpliva tudi na dogajanje doma. Hvala lepa obema. Hvala za povabilo. Z veseljem vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami in verjamem, da ste vendarle dobili nek pogled v to, kaj pravzaprav se dogaja čez lužo, kako se odzivamo doma in kaj nas čaka. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.